Hvala lepa, torej žal nisem avtorica, knjigo predstavljam kot urednica zbirke. Avtorica je, kot je bilo povedano, Božena Tokaž, poljska komparativistka in slovenistka, traduktologinja Šlezijske univerze in, kot je bilo rečeno, torej ambasadorka slovenske literature na Poljskem, pa tudi obratno. Knjiga je šla v zbirki Studija translatorja kot njen 7. zvezek. Ta zbirka je namenjena, kot poveže njeno ime, objavam z področja prevajalstva v širšem smislu. Zgodovine, teorije in opisnih študij prevajanja in prevajalstva, prevodov, nato literarnega prevajanja in prevajanja nasploh in seveda delom, ki se ukvarjajo s posameznimi jezikovnimi, literarnimi in kulturnimi pari ali pa tudi delom, ki se nanašajo na prevodna razmerja med različnimi jeziki, književnostmi in kulturami. Vse te variante smo v zbirki že preizkusili, nismo pa še nikoli doslej objavili dela, ki bi bilo samo prevod. Ostale zvezke so namreč pripravili slovenski avtori, medtem ko so eseji o poljsko-slovenskem književnem prevajanju dejansko prevedeni iz poljščine. Gre torej za zbirko esejev, razprav, ki so bile že objavljene, bodisi v poljskih, bodisi v slovenskih medijih, strokovnih revijah, in ki so tukaj zbrane, upajmo, v koherentno celoto. Prevajalca tega dela sta uveljavljena polonista oziroma prevajalca iz poljske književnosti, in sicer Niko Jež, ki je naš osrednji polonist, in Primož Čučnik, ki ga tudi poznamo med drugim kot prevajalca iz poljščine. Zakaj je bilo to knjigo vredno objaviti in v čem je njena posebna vrednost? Bi rekla, da pravzaprav v marsičem. Najprej v samem predmetu posameznih v tej knjigi zbranih razprav. To so poljsko-slovenski književni, jezikovni in tudi širše kulturni odnosi, kot se nam kažejo skozi prevode. Skratka, seveda perspektiva je vselej prevajalska, prevodna. Kot si lahko mislimo, gre za nekaj, kar ni ravno zelo pogosta tema razprav, sploh ne v knjižni obliki, skratka, da bi se ukvarjali z odnosi med poljsko in slovensko literaturo, jezikom in kulturo, pač na takšen, dajmo reči, sklenjen, nekoliko bolj poglobljen način. Kot vemo, sicer sta ti dve književnosti tesno povezani že zelo dolgo časa, izmenjava med njima je precej živahna in vsaj, kar zadeva prevode, tudi zelo kakovostna, bodisi kar zadeva izbor del, ki se prevajajo oziroma so se prevedla že, bodisi kar zadeva tudi prevajalce, ki se s tem ukvarjajo, vsi so večinoma vrhunski strokovnjaki, dvojezični in dvokulturni ljudje, ki pač dejansko so z eno nogo v poljski, z eno v slovenski kulturi, seveda v različnih mirah in na različne načine. Ne omenim samo nekatere, ki se tudi tukaj obravnavajo. Jana Vnuk, Roska Štefan, Katarina Šalamun, Lojze Krakar, Tone Pretnar in tako naprej. Drugi razlog, to je prvi razlog, se pravi neobičajnost, bi rekla, neka posebnost tega področja, te tematike. Drugi razlog, zaradi katerega je knjiga Tokaževe dragocena, je v tem, da ponuja, bi rekli, neobičajen pogled na slovensko literaturo, saj jo opazuje od zunaj. Slovenci tega nismo zelo navajeni, seveda obstajajo tudi taki pogledi, ampak prav pogosti niso, sploh pa ne, da bi prihajali iz poljskega sveta. Avtorica se sprašuje, kakšni sta ti dve literaturi, poljska in slovenska, kadar stopata v medsebojno razmerje in kaj lahko drugi ponudita, spričo njunega na eni strani seveda imanentno literarnega potenciala, pa tudi spričo možnosti, ki jih oba jezika nudita in ki dejansko se lahko širijo, ki se lahko razširijo ravno s prevodi. No, in še en razlog, zaradi katerega mislim, da je knjiga pomembna, je v tem, da je v pristopu profesorice Tokaž mogoče videti dva pogleda, ki se produktivno srečujeta. In sicer pogled preučevalke književnosti in njene zgodovine na eni strani in na drugi pogled, ki je zasidran v izrazito jezikoslovnih spoznanjih, pretežno spoznanjih stilistike in kognitivnega jezikoslovja. Kot tisti, ki ste malo ukvarjali z prevodoslovjem, vsaj približno veste, ta sinteza literarnega in jezikoslovnega oziroma literarno-vednega in jezikoslovnega v prevodoslovju ni nič posebnega oziroma je kar običajna, toda kar je posebno v tej knjigi je soočenje poljske in slovenske književnosti skozi prizmo njunih konkretnih danosti v izbranih časih in prostorih in na drugi strani skozi prizmo njunega globinskega funkcioniranja, skratka njunega globinskega funkcioniranja skozi ta dva jezika, skozi slovenščino in poljščino. Seveda gre za dva vitalna, polno razvita jezika, ki sta sicer oba slovanska, ampak kljub temu tudi tipološko in v drugih smislih, glede na svojo zgodovino, razmerja z drugimi jeziki in tako naprej, tudi precej različna, kar seveda je za prevajalce precejšen izziv. Avtorica suvereno zajema iz sodobnega
poljskega in mednarodnega jezikoslovja in posebej prevodoslovja. Naj omenim še, da je poljsko prevodoslovje izjemno razvito, že desetletja izjemno razvito, bolj kot slovensko, torej zgodovinsko gledano, in v marsičem tudi pionirsko. Toda zaradi šibke komunikacije med, dajmo pogojno reči, vzhodnoevropsko in zahodno znanostjo v ključnih desetletjih, ko je prihajalo do poudarjenega zanimanja za prevodne fenomene, poljsko prevodoslovje ni moglo dobiti v svetu pozornosti, ki bi si jo sicer zaslužilo. Zato je nekako marginalno glede na siceršnje osrednje struje v prevodoslovju. Na poseben način o vrednosti poljskega prevodoslovja pričajo tudi eseji o poljsko-slovenskem književnem prevajanju in tudi zato jim lahko privoščimo široko in hvaležno bralstvo. Že zdaj pa seveda hvala obema prevajalcema še enkrat in seveda predvsem hvala tudi založbi ZRC, predvsem Alešu Pogačniku za potrpljenje s to knjigo in na splošno za odlično sodelovanje. Hvala lepa.